Dober večer, sem skupaj in dobrodošli na prvem dogodku letošnjega 18. festivala Pranger. Poezija in sveto, temo smo izbrali, ker je eden od kritičnih izborov poudaril mišljenje, da naj bi šlo za tabuizirano duhovno poezijo v Sloveniji. Danes bomo slišali, ali se naši gostje s tem strinjajo. Pozdravljena bi od desne proti levi doktorja Igorja Škamperleta. Hvala, da ste prišli, se odzvali. Miljana Cunta, res lepa hvala za časovno občutljiv nastop, hvala. In dr. David Bandel, ki nas bo danes popeljal skozi večer kot moderator in je pripravil tudi izhodišča, ki smo jih naprej objavili, zato da poslušalci, gledalci in tukajšnji gledalci lahko imajo stvar že mogoče malo premišljeno. Opravičiti moram doktorja Jonathana Winklerja. Pred zelo kratkim se je javil danes, da ima eno nujno zdravstveno zadevo. Tako da bomo kar v taki zasedbi in se veselimo vaših premislekov. Hvala. No, lep pozdrav tudi iz moje strani. Urša je uvedla današnje srečanje, kratko predstavila oba moja sogovornika, ki pa meni pripada pač ta prijetna naloga, da jih predstavim nekoliko bolj podrobno. Na moji levi Miljana Cunta, rojena v Šempetru pri Gorici, od leta 1995 živi v Ljubljani. Pesnica, objavila je 3 pesniške zbirke, Zapol neba, Pesmi dneva in Svetlova od zunaj. Njena poezija je bila prevedena v več jezikov, nominirana za osrednje pesniške nagrade v Sloveniji. Miljana piše tudi publicistična besedila, razmišljanja o poeziji. Je prevajalka, iz angleščine in italijanščine je prevedla pesmi Cristina Rossetti, Denise Levertov, Aldi Merini, Patricia Cavalli. Bila je programska vodja pomembnih festivalov, Biljenice, Fabule, koordinatorka projekta Živa Coprnija, mentorica literarnih delavnic v okviru pobude Vključujemo in aktiviramo. Študijsko je diplomirala iz prevedene književnosti in literarne teorije ter angleškega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in je tam tudi magistrirala z nalogo sodobni kritički pogledi na viktorijansko poezijo. Trenutno deluje kot urednica pri založbi Slovenska matica. Skrajno na moji levi je pa Igor Škamperle, rojen v Trstu. Leta 1990 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz primerjalne književnosti in sociologije kulture, prav na tukajšnjem oddelku na sociologiji kulture, namreč je od leta 1999 tudi predavatelj. Na raziskovalnem področju se je ukvarjal predvsem z renesančno kulturo, s teorijo simbolnih form. Pomembno je prispeval k predstavitvi misli Pika de Mirandole in Nikolaja Puzanskega v slovenskem prostoru. Bil je med prvimi slovenskimi interpreti hermetizma, Jungovih teorij in pojava renesančne mitologije in alkimije. Njegovo najpomembnejše delo na znanstvenem področju je knjiga Magična renesansa. Ukvarjal se tudi s politično mislijo Nikolaja Machiavellija, s historično epistemologijo Aleksandra Kojereja in z raznimi religioznimi pojavi. Je tudi pisatelj, njegova najpomembnejša romana sta Sneg na zlati veji in Kraljeva reči. Igor in Miljana, dobrodošla. Dobrodošli tudi vsi tukajšnji poslušalci in pa gledalci, ki nam sledite prek Facebooka in YouTubea. Naj spomnim, da se lahko oglasite s svojimi komentarji, pa bomo kasneje namenili tudi nekaj časa, da morda oziroma prav gotovo in bomo kasneje odgovorili. Torej, poezija in sveto.
Zagotovo nismo dobili lahke teme, in ker recimo ta dihotomija teh dveh terminov, poezija in sveto, nas že prisili v to, da jo malo definiramo. Če poezijo bolj ali manj poznamo in je tudi poljubno bolj znana in lahko definirajoča, je pa pojem svetega malo težji. Meni prihaja na misel, da gre pač za izkustvo, ki je predvsem v prvi vrsti metafizično, vendar se da sploh definirati nekaj tako izgustljivega. Ja, hvala. Seveda, tema je zelo zanimiva, da jutri zjutraj lahko razpravljali o tem, kaj je sveto, in seveda poezija, ki se tega dotika. O svetem kot o pojmu, konceptu, sakralno, sakrum, latinsko, hieros, grško, ki so se v zadnjem stoletju, na začetku 20. stoletja tudi pojavili zanimive študije, ki so skušali definirati in zajeti v tem občutenju, kot si pravilno rekel, nečesa, kar je vzvišeno, kar je sveto, kot rečemo, kar je nad običajem, kar je nenavadno. So se razvile zanimive študije in so skušale poiskati v tem nek skupni imenovalec vseh, skorajda vseh različnih svetovnih verstev ali religij. Sveto, Rudolf Otto je napisal nekako knjigo, imamo tudi slovenščini, v začetku 20. stoletja, sveto. Kot, če nakratko podam nek poskus definicije, sveto je nekaj, kar nastopa predvsem kot kvaliteta. Kot nekaj, kar človek seveda občuti kot kvaliteto, ki je več ali višja ali drugačna od drugih običajnih. V tem smislu znanstveno zahodnem človeku, v zahodni civilizaciji sveto nastopa kot protivtež, protipol, nasprotje običajnega, posvetnega, navadnega, vsakdanjega. Sveto je pa nekaj posebnega. Zdaj, to lastnost svetega lahko prevzamejo različne predmeti, situacije. Najprej so bile v zgodovini človeštva to recimo take posebne in krajinske posebnosti. Neka huda jama, neki zvir, nek kamen, neko drevo, nek vrt, neka gora, nek predmet, na koncu tudi neka oseba, ki so jih stare kulture razumeli kot sveta, kot neko vzvišeno. Ni ta kamen svet sam po sebi, ampak, to je zdaj zelo pomembno, pa preko tega kamna, pa preko tega drevesa, na tem hribu, v tej jami, se izraža, se manifestira, se javlja kvaliteta svetega. Hierofanija, hierofanij, kot iz grščine, danes mi poznamo bolj telefonija, hierom pomeni sveto, ki se javlja sveto. V tem smislu je sveto kot kvaliteta, ki jo človek začuti, je neka primarna občutek človeka, ki je še predhoden konceptu Boga ali Božjega. In nekatere v tem, kot rečeno, da tam dolgo razpravljali, to sveto, samo nakratko, kot je tudi Otto pisal, Rudolf Otto, privlači, človeka pritegne zaradi svoje posebnosti, nenavadnosti, hkrati pa tudi plaši. Fascinans, fascinira in hkrati tremendo. Vse tega tudi bojimo, ni vsakdanje, je lahko tudi nevarno. Zato se človek skuša tu primerno postaviti v ta odnos na svetu. Samo to, da zaključim ta prvi uvod, nekatere umetniške govorice, če tako rečem, in seveda poezija tista prva,
se pa točno k temu približajo, kot sporedno z religijo. Se poskušajo točno to, neko bistvo človekovega čutenja ujeti in pokazati na to. Ja, prosim. Tudi lepo pozdravljamo vas sogovornika. Mogoče samo uvodoma bi rada pozdravila to razpravo o poeziji in svetu, ki je skrajno kompleksna zaradi besede sveto, pa tudi zaradi poezije same. Če pogledamo literarno teoretsko ta hip, kaj šele presek skozi zgodovino, to zelo heterogen pojav. Ampak mislim, da razprava o nekem umetniškem polju, nekem izrazu, je tista, ki zaključi pravzaprav ustvarjalni cikl. To trenutka, ko se spočne pesem, do trenutka, ko se v neko govori, ko odmeva v prostoru. Ta razprava je pomembna, ker pravzaprav ustvari besedišče za neko refleksijo, ki je dragocena za umetnika samega, da lahko premisli, da lahko nadgradi, da lahko razvije svoj izraz. Pomembna je, ker loči zemljo vpliv na nek način. Ta konkretna razprava je pomembna zato, da pravzaprav legitimira neko področje ustvarjanja, poezijo samo in tem, kar je Igor že predstavil, kar stoji za to poezijo, se pravi to samo občutje, ki jo nekako poganja. Poezija in sveto sta bili vedno v dialogu, tako ali drugače, plodne, lahko celo rečemo, da je ta občutek presežnega bil tisti, ki je zgodovinsko gledano poklical v besedi, ki je nekako človeka presunil do te mere, da je želel to tako ali drugače deliti z drugimi, materializirati v podobe, v misli, v nekaj, kar bi obstalo. Po mojem prav zaradi silnosti tega doživetja. Tukaj pride na misel zelo veliko izrazov, od duhovne poezije do konfesionalne poezije, religiozne poezije. Mistična poezija, recimo kot nekaj, kar je skupno vsem duhovnim tradicijam presenetljivo, recimo sorodna, kot je mistično doživetje, sorodno v različnih duhovnih tradicijah, je tudi pri tej poeziji zaznamo ne glede na geografske, prostorske, značajske razlike, presenetljive sorodnosti, potem bi lahko pa samo vrstili tudi eksistencialno poezijo. Danes je recimo poezija, ki se odvija pod obnebjem svetega, zelo blizu tudi nekim ekološkim temam, se pravi temam, ki so povezane z naravo, ki vključujejo tisto panteistično prisotnost nekega višjega Božjega v naravi sami. Tega zelo veliko, predvsem v teh, recimo ta severnoameriška, kanadska poezija je polna teh prapodob pravzaprav živalskega in rastlinskega sveta, ki priklicujejo svet v različnih tradicijah, tudi ne samo teh največjih, ampak tudi recimo šamanskih, ki je še vedno tam zelo živa. Sem rada recimo preglede, tematske antologijske preglede, ki se pnejo skozi stoletja in tisočletja. Imam nekaj takih tudi na temo poezije, recimo duhovne poezije, in ko prebiram te preglede, vidim dve stvari. Ena je še posebej blizu, ki prikazuje pravzaprav 43 stoletij duhovne poezije pri ženskih. 2300 pred našega štetja do 11. stoletja praktično. Zanimivo je ugotoviti, kako zelo raznorodna je ta poezija. Zaradi pač zgodovinskih okoliščin, različnih teh verskih kontekstov, to je judovska, hindujska, krščanska, šamanska in tako naprej. Značajska lastnosti teh žensk, ki so izrekale te misli, formalno izrazito razgibana, heterogena, od strogih oblik do zelo spuščene forme, od uporabljanja nekih besed, ki so močno zavezane neki duhovni tradiciji, do zelo svobodne interpretacije teh občutij. In vendarle se avtor odloča, da to nekako spravi v en kontekst in reče, da to je duhovna poezija. Da lahko reče, da ta duhovna poezija mora biti tudi zaradi imamo še malo zanimljati. Se očitno dogaja nekaj posredno duhovnega, gre za glasno besednega.
smo te prekinili. Se moram še sedaj misliti. Ja, se pravi, nek skupni imenovalec vse te raznolikih izrazov, to je občutje svetega, ki ga je Igor odlično definiral, tudi navezujoč se na Rudolfa Otta in njegovo definicijo, ki je kljub temu, da je pač za to knjigo še mnogo drugih bilo napisanih, predstavlja vendar nek temelj pri tej opredelitvi kvalitativne drugačnosti, tega občutja, ki ni standardna nekega obstoječega, ampak je nekaj popolnoma novega. Zdaj, glede tega občutja svetega, odnos do svetega, sama mislim, da je, recimo kot tudi ta poezija, ki se jo prej nekako predstavlja znotraj tega literarno-zgodovinskega konteksta, oziroma omenila, je zelo dinamično občutje. Tu mogoče obstaja ena napačna interpretacija, da je to nekaj statičnega, nekaj, kar se prvi zgodi enkrat za vselej, neko stanje mogoče blaženosti, cel kup enih, bom rekla, hitrih, napačnih predpostavk, ki onemogočajo en tak globlji, avtentičen pogled, pravzaprav v to doživljanje. Tukaj je ogromno avtorjev, filozofov, antropologov, sociologov, ki o tem pišejo. Meni je blizu recimo tudi psihološka terminologija dominske psihoanalize, ki uporablja Erich Neumann v knjigi Ustvarjalni človek, samo ustvarjalnost pravzaprav opredeli kot, bom rekla, vzgib proti presežnemu. Tako kot je recimo Tarkovski izrazil, da je funkcija umetnosti v tem, da se človek razvija svoj duhovni potencial, tako Neumann na podlagi analiz različnih polj umetnosti, ne samo literature, pride do te svoje definicije, ki je po mojem mnenju tudi nekje sorodna z občutjem svetega, ampak z druga vrata. Pravi namreč, da je to občutje svetega definira kot radikalni samodoživljaj, kot nekaj silnega, kot nekaj, kar je pravzaprav polno nekega primarnega erosa, kar tudi ponavadi spregledamo, ko o tem govorimo, in nastane v stiku z enotno resničnostjo, z nečim, to je pač ta enotna resničnost, njegov pojem je protivtež razklanosti pravzaprav med svetom in jazom in sebstvom, z različnimi dihotomijami, ki jih ustvarjamo na tej analitični ravni, in zajame celoto bivanje človeka v vseh svojih funkcijah, vseh svojih vlogah, vseh svojih položajih, kot celovito bitje v odnosu do teh robnih, mejnih situacij, s katerimi se pač sooči v nekih trenutkih. Kateri so te trenutki in tako naprej, to je gotovo kompleksno vprašanje. Imam še veliko stvari, ampak mogoče za začelo sredovo. Bodo šli na dan te debate. Si omenila, lepo, da si omenila poezijo, meni prihaja na misel dejstvo, da recimo prvinske oblike poezije so bile v bistvu že neke vrste zaklinjanje oziroma neke formule, tako da poezijo obravnavati in povezovati z nekim občutkom presežnega je seveda očitno že v prapočelju, njenem prapočelju je to obstajalo. Vendar, meni se poraja vprašanje, ki ga je Igor že prej nakazal, in sicer, da zadeva pojem svetega v glavnem območju religije, ne samo, ampak tudi, morda predvsem, in si omenil pojem Božjega. Zdaj, ta dva pojma sta povezana in pa tudi ne, ukolikor pojma Božjega verjetno ne moremo razumeti brez pojma svetega, vendar se sprašujem, če je pa mogoče obravnavati in razumeti pojem svetega brez pojma Božjega. Ja, seveda, gotovo. Za nazaj in za naprej, tako v preteklosti in tudi v svetovnem času. En tak primer, recimo, stvarni, študijsko, ampak tudi dejansko realni, stvarni primer, na primer religija budizem, ki je zelo pritegne tudi svetovne, moderne, zahodne ljudi. Budizem, izrazito duhovna oblika življenja,
etično-duhovni nauk, prav gotovo vsebuje v sebi kvaliteto svetega, čeprav mogoče malo drugače, kot jo razumemo zahodnjaki, zato ker zahodni ljudje smo potem navadni deliti sveto vice versus, v nasprotju s posvetnim, 6 dni plus 7 dan nedelja, pa praznik, torej košček svetega v prostoru, košček svetega v času. Zdaj, seveda, za azijske religije niso tako, ne vztrajajo na taki dihotomiji, ampak je za njih vse na nek način sveto, odmravljeno. In budizem, ki prav gotovo ima taka, lahko rečemo z našim pojmem religija, čeprav niti ni v pravem smislu religija, to je način življenja, nima pojma Boga. Ni koncepta Boga. Oni, budisti pravi, recimo razumejo nas, kristjane, zahodnjake, da imamo to samo neko vir, s tem pravzaprav psihološko oviro, ko imamo v svoji viri koncept Boga. Zdaj, to je čutek nekega svetosti življenja na njihov azijski način, brez Božjega. To je eno za nazaj. Za naprej, recimo, oziroma v našem času, je pa cela vrsta svetov kot kvaliteta, kot kategorija, kot doživetje, ki ga skuša jasno umetnost zajeti, ampak se pri tem uvodu, recimo, sveto je tudi nevarno. Zakaj je nevarno? Zato, ker je privlači, ampak je hkrati tudi hudo in to so tudi mnoge študije. To sveto je onkraj, je onkraj tistega, kar mi pridno, etično, moralistično, moralno gledamo. Sveto je absolutno onkraj tega. Je absolutno. In je zato tudi lahko nasilno. Zdaj, ta kategorija svetega se v zahodni civilizaciji, pri zahodnem človeku javlja ne samo na tak, na rekovajih, lep način, doživeti način skozi umetnost, da se lahko dogaja tudi skozi adrenalinske dejavnosti, skozi šport, skozi politiko. 19-20 stoletje se je to sakralno, latinščina celo loči, eno je sacrum, sakralno, sacrum, to je isto divja, rajčno sveto in sanctum, svetniško sveto, ki je počlovečno od Jezusa, od krščanstva naprej. Recimo to divje sveto se lahko javlja na politiki, v ekstazah, v nevarnih, v nasilju. Zato bi tako celo rekel, kot si vprašal, človek, ker ima ta vtis, ta nagib iskanja tega absolutnega, sakralnega, na nek način, če bi tako rekli, rabi, človek potrebuje religijo, formalizirano, kanonizirano, religija so svojimi nauki, so svojimi svečeniki, so svojimi normami, da ukroti, normalizira to sveto in ga posreduje ljudem v neki normalni obliki. Moderni človek se skuša temu izogniti, zato ker religijo zavrača, preko ovinka, da pa lahko zajame to divje sakralno, bogansko, moderno. Prihaja mi na misli dejstvo, da marsikdo je primerjal, kot si zdaj ti tudi omenil, določene politične, skrajno politične ali bolje rečeno skrajno diktatorske smerije politike z religijo. Pravzaprav od te želje, da bi človek, novodobni človek dejansko premaknil svojo mejo z duhovnostjo, jo je našel pravzaprav v tem absolutizmu določenih vladnih oziroma političnih struj, ki so 20. stoletje močno zaznamovali. Če pomislimo le na nacizem, na recimo to, na Hitlerja, ki je videl v SS-u, to realizacijo ene religije pravzaprav. Ali pa tudi, Alessandro Bula je rekel, da komunizem ni trpel drugih religij, zato ker se je sam podobil kot religija.
Pa recimo, če vzamemo še fašizem svojo reminiscencnostjo nad rimskim imperijem, so to tudi ene skrajne dve možnosti, da človek išče duhovnost, ki se ji namerava povedati. To so, tako kot si zdaj zajel, to so tiste metafore, ki jih poznamo, sveta zemlja, sveta kri, sveta rasa, sveti narod, ne. To so vse rahlo nevarne metafore, v katere zdrsne lahko na nevaren način ta kategorija, ta lastnost svetega. Ne. Zato je to vedno tudi nevarno področje, ki ga moramo znati primerno kontrolirati, obvladovati, posredovati. Seveda, umetnost se s tem ne ukvarja, ne išče rečo, ampak na družbeni ravni, pa to lahko nam zbeži z rok in potem postane lahko totalitarna ideologija. Kar pa se tiče poezije in svetega, občutek imam, da ko govorimo o poeziji in svetem, je poezija pravzaprav per excellencija tista umetnost, ki se ukvarja z ubesedovanjem tistega, kar se ne da drugače obesediti, oziroma z neke metafizike bi lahko to imenovali. Vendar je v človeški zgodovini, po vašem mnenju, in to vprašanje obračam najprej Ljubljani, poezija zmogla to ubesedovanje. Je to ta naloga preveč titanska za njo? Mislim, če kdo je poezija, ne? Ker v poeziji se je jezik obnaša na zelo nenavaden način zato, ker lovi nekaj, kar se v običajni rabi jezika ne uspe loviti. Zato imam jaz tako vero v poezijo, ki je celo večja vera v filozofijo. Zdaj, kako govoriti o svetem? To je bilo vprašanje, to je večno vprašanje, ne samo vprašanje današnjega časa s krizo duhovnosti, religije, vsemi možnimi oblikami razcepljenosti, totalitarizmi in tako naprej, ampak izhaja že izvorno iz tega, kar si sam nakazal. Recimo skrajni primeri, ki so napravljena mistika, se pravi, ki so skrajno doživetje svetega, najbolj radikalno, ampak tudi vse blažje oblike svetega, vseh teh nijansah, od fascinansa do tremenduma. To je po definiciji nekaj, kar zajame človeka na neki nebesedni, nadbesedni, predbesedni ravni. In vsak poskus to obesediti je javno. Pa vendar obstajajo ti poskusi. Obstajajo, kot sem prej povedala, iz neke nuje, ker človek, za razliko od živali, ima željo, ima potrebo poimenovati to, kar doživlja. In občutja, ki so zelo močna, prinesejo s sabo še večjo potrebo in nujo. Recimo pri mistiki ali pa tudi pri tem drugih oblikah sveta gre za neko izginjanje človeškega jaza. Umetnost je pa pravzaprav okrepitev tega jaza. Schiller je rekel, velik umetnik je velik realist. Mallarmé, čeprav pač v nekem drugem artističnem kontekstu, pesem je narejena iz besed, ne iz čustev. Denis Levertov, to je anglo-ameriška pesnica judovskih korenin, je zelo veliko se je posvetila tej temi in ona postavlja neko ločnico med mističnim doživetjem in umetniškim, prav v tem, da se mistično doživetje, občutenje kot tako zaključi na ravni občutenja kot takega, pesnik pa vstopa potem v dobrem in slabem, ker bo nekaj izgubil, nekaj bo pa dobil na polje besednega. V polje besednega. Zdaj, kako graditi pesem, ki se dotika svetega, kako so jo gradili pesniki, recimo skozi stoletja, kako nastaja danes, predvsem kako lahko danes o tem govorimo, v času, ko simboli izgubljajo težo. Še toliko bolj recimo ti simboli, katerih je Igor govoril, ki imajo močno energetsko vrednost in so se oblikovali skozi od svetih spisov, skozi zaklinjanja, molitve, ne vem kaj, skozi čas, so danes pod vprašanjem, kako pisati. Recimo, malo bolj poznam pesnike, pesnice, ki sem jih študirala, prevajala. Recimo, če samo nekaj teh vzamem, malo podrobno gledno, vidimo, kako pomembno je pri njih, oziroma opažam, kako je vsak dal tej isti temi, kot smo ugotovili, zelo samosvoj avtorski pečat. In občutek, ki so zelo močna, imajo pri prenesejo s sabo še večjo potrebo in nujo. Recimo,
Ne? In tudi na polju poezije in svetega so pesmi, ki so boljše in slabše, so pesniki, ki so boljši in slabši. Zato pravi, da ta razprava pomembna, da se začnemo vsebinsko teh stvareh pogovarjati, ne pa vse metati isti koš. Recimo, na misel mi pride Hopkins, ki je eden mojih najljubših pesnikov. On je pisal poezijo, ki ni bila dobro sprejeta v njegovih jezuitskih krogih. So rekli, da to pa ne bojo objavili v njihovem jezuitskem časniku, ker je bila preveč radikalna. Za te pesmi je on izumil nov ritem. Cel teoretski aparat o tem, kaj je poezija, pravzaprav ne po svoji genezi. In te pesmi danes očekujejo povsem sodobne pesmi. Tematsko so, tako kot pojem svetega, zelo raznorodne, od hvalnic, adoracij, vznesenih, hvalnic polnih erosa, do hudih tesnobnih stanj. Tako kot France Pibernik, recimo v slovenski duhovni pesmi, v tej antologiji, ki je šla pred natanko 20 leti, kar z neko zadrego na začetku definira pojem duhovne poezije. In definirajo tako široko, da pridajo vanjo pesniki, tudi današnji, ki bi težko pripisal, recimo, ta status v celoti. Ampak tukaj gre za neke faze, za neka področja, ki slej mogoče pa doleti vsakega na taka drugačen način. In definiral je prav v tem smislu kot zelo široko polje od zanikanja in dvoma do zahvale, adoracije in tako naprej, vedno pa v odnosu do nečesa, kar človeka preseda. Svet pa ni nekaj, s čimer upravljamo, ampak je vedno nekaj, kar upravlja nas, krično. In ta razlika se mi zdi tudi danes pomembna, ker si lastimo nekatere simbole in jih uporabljamo namensko, s tem pa ti simboli izgubljajo neko moč. Zdaj, kar se meni zdi eno zanimivo vprašanje, druga, recimo Emily Dickinson, spet zelo neka metafizična pesnica pravzaprav, v svoji poeziji, filozofska, zelo inovativna, ona je za časa življenja objavila 11 pesmi v različnih revijah, ker je popolnoma nepriznana. Sodobnici, recimo, ki sem jo malo pobliže spoznala, Alda Merin in Denis Levertov, oni dve vstopata v svetopisanske zgodbe. Mogoče celo bi lahko rekli po tej metodi nacijanskih duhovnih vaj. Vstopata v zgodbe svetih spisov in z eno zelo samosvojo avtorsko interpretacijo podajata vsaka s svojim jezikom, vsaka znotraj svojega tudi miljeja, ta italijansko-literanski stil, pa ta judovsko-anglosaški slog, podajata na novo, z čisto novim patosom in novim erosom podajata te vsebine, ki so šle skozi njih, skozi njihova življenja, ki so pustili sled. Mislim, da je ena taka dilema današnjega časa, katere besede so primerne za govor o občutju, ki ga danes smo definirali kot občutje svetega. Včasih se zdi, da obstaja seznam prepovedanih besed. Jaz pa mislim, da poezija ne sme imeti neprepovedanih tem, neprepovedanih besed. Ključno pa je, da ostaja v vsakem času živa. Zdaj, sigurno danes moramo pisati drugače, kot so pisali pred 50-100 leti, ker se človek, še posebej človek danes, zelo spreminja. Ali pa je treba iti tako daleč, da rečemo, nekatere besede so odslužile svoje, ali pa recimo nekatere podobe iz nekaterih religij so izpete. Tukaj pa mislim, da ne nujno, ker tudi Neumann recimo na nekem mestu zapiše, kaj je tisto, kar bo učinkovalo, ali bo to nek sentimentalni kič pravi, ali bo to sveta podoba, ali bo to nekaj čisto revolucionarnega, je zelo težko predvideti. To se mi zdi ključno. Kar pa je pomembno, je pa kontekst. Ker pesem živi v kontekstu, živi v obliki, živi v tem, kako od prve do zadnje besede je sestavljena in živi, to je pa tisto, kar ima poezija, nima pa filozofija, od praznine. Kje je praznina pesmi? In tukaj recimo, smo v Sloveniji a priori, zelo a priornih stvari ni dobro ne preveč, on je mogoče, kot predstavlja jezik, proti temu, da bi se uporabljali recimo simbolika, katerekoli vire pravzaprav poeziji.
obstaja en hrvaški pesnik, se bo zapisala Tomislav Milosnič, on je, tu slovenščino je preveden, on piše recimo poezijo z odkrito metaforiko podobjem recimo krščanske veroizpovedi. Zelo, bom rekla, subtilen bralec opazi, kje je ta njegov avtorski pečat. Njegov avtorski pečat je v ritmu, v ponavljanju, v načinu, kako on nekako uspe te na videz znane in obrabljene besede ponovno oživiti. No in ta avtor je dobil najbolj pomembno nagrado na Hrvaškem, kot en tak našo Prešernovo nagrado, kar se mi zdi, da bi bilo pri nas malček mogoče težje. Čeprav po vsem, kar si povedala, bi lahko sklepali, da je v bistvu pesnik oziroma ustvarjalec le filter nečesa, kar ga pregnete, da potem besede, ker se omejujemo na poezijo, da bi lahko razširili seveda tudi druge oblike umetnosti, morda še najbolj v glasbo, ki je tista govorica, ki je najbolj razumljiva pač v kolektivu, v svetovnem kolektivu, v družbenem kolektivu, ampak bomo zaenkrat pustili od strani to, ker sicer se bomo preveč razširili svoje obzorja, vendar hočem sem reči to, da je v bistvu ta pojem svetega tako močan, v človeku tako urojen ali prirojen, da tudi tisti pesnik, ki morda želi odmakniti svojo poezijo iz tega območja in narediti realistično, da ne govorimo realistično, pa celo reistično poezijo, učinek pa, ki ga bralec ima, je pa tudi območje nečesa presežnega. Ne vem, so misli, ki so me obhajali, ko sem te poslušal, bi lahko rekel še kaj o tem, kako ustvarjalec doživlja to posvečenost pravzaprav, meni zelo široki, na nekaj zelo širok vidik, bi lahko bil ustvarjalec tista duhovna oseba, ki je poklicana, da dejansko s temi skrivnostmi operira. Nekaj vrste svečenik? Ja, jaz več čas se zavedam konteksta, v katerem govorimo, lažje bi če bi bili danes 100 let, pred 2021. Ampak moje mišljenje, doživljanje, na podlagi tudi nenazadnje prebiranja, razmišljanj mnogih pesnik in pesnicov širom sveta, danes in prejšnjih časih, pač potrjuje neko tezo, da je sam ustvarjalni proces pravzaprav neko duhovno iskanje. To je prva stvar, da je tukaj neki sorodnosti v odprtosti pred neznanjem. Da recimo, tam sem tudi tekrat že pisala, da zdi se mi pomembno, da ustvarjalec vstopa v ustvarjalni proces brez zavesti, kaj ga čaka na koncu. Da je to ena najboljših popotnic. Tudi Denis Levertov o tem piše in opisuje korak za korakom sorodnosti med duhovnim občutjem in ustvarjalnim občutjem, zopet s temi razlikami, kdaj je eno nekako izpolnjeno, resnično, kdaj je drugo, recimo duhovno hrepenenje, kdaj je pisanje posledica najglobljega duhovnega hrepenenja. Te sorodnosti med samim ustvarjalnim procesom in duhovnim iskateljstvom obstajajo mogoče res prav v tem, da je umetnik takrat ustvarjalec, takrat odprt pravzaprav za stvari, o katerih na naši zavestni, logično-analitični, vsakdanji, predvsem pa taki opremljivi ravni, do zdaj saj še nismo uspeli zajeti. In ta občutek neznanega, ki Rudolf Otto opisuje, recimo, zdi se mi pomemben pridevnik, ki ga on opisuje, občutek majhnosti, ponižnosti. To je mogoče nekaj, kar težko povezujemo z ustvarjalcem, kot se ga zdaj predstavil, kot tudi nekako se je oblikoval skozi zgodovino nekom, ki ima to vedenje in znanje, recimo, ko sem pisala v romantični poeziji, ne sem ravno to distinkcijo iskala med romantičnim subjektom in mističnim subjektom. Tukaj je distinkcija velika, ker romantični subjekt ima to vedenje in to pozicijo moči,
iz katere potem nekako se odpira stvari, ne. Občutek svetega, ne, odprtosti, pa občutek ponižnosti, ne, pa vedno ena špranja, vedno je nek občutek, ena razpoka, skozi katero prednica nepredvidljivo. Tako da v tem smislu se mi zdi analogija smiselna in tudi potrjujejo mnogi zapisi, recimo Octavio Paz, no, tudi zaprite na pamet, ki so v drugem glasu. Mnogi zapisi ustvarjalcev, pesnikov, ki so poskušali potem eni taki samoanalizi priti do geneze lastnega pisanja. Prej si omenila ta večni spor med filozofijo in religijo in bi vprašanje obrnil na Igorja. In sicer, če citiram Tineta Hribarja, ki je proučeval religijo o Platonu in zapisal tole. Filozofski entuziazem, gnan z najvišjo vrsto erotomanstva, seže dalj od pesništva. Filozofija seže više in mora biti zato globlja od poezije. Na vrhu njenega entuziazma je ekpleksis, zamaknjenost. Ko smo vsi osupli in vsi iz sebe, ko smo poneseni ali postavljeni v prostor svetega. Se pravi, tudi v filozofiji ni tuj pojem svetega in ga postavlja celo nad umetnostjo oziroma poezijo. Ja, gotovo. Zdaj v tem bi se spet odvrglo eno poglavje. Platon, na nek način ga poznamo kot tisti, ki je kritičen do pesnikov, ker zavajajo ljudi, ampak to je verjetno mišljeno bolj kot tisto, kar bi danes primerjali z neko medijsko govorico, sofistiko. Medtem ko je on sam, Platon, veliki filozof antike, ki ga starko tekstover, on sam nastopa platonsko, torej filozofsko pesništvo. Filozofsko pesništvo zdaj, seveda, mi gledamo zdaj nazaj, smo v 21. stoletju, od Platona do Nietzscheja, zdaj sam Platon, lepo, to je tudi meni vedno blizu iz njegovega spisa dialoga, ne, Platon piše dialoge, ne piše razprav, jaz mislim, da bo pa tako, pa vedno inscenira neko dramaturgijo pogovorov, ne, Sokrata pa njegovih učencev, Platon tam je pravzaprav anoniman, ko razmišljajo, skozi pogovor skušajo priti do neke resnice ali ugotovitve in v svojem dialogu Phaedros, imamo vse te dialoge tudi v slovenščini, omeni zanimivo recimo 4 take oblike, pravi, ljubezen je tudi neke vrste norost ali glasnost, ko se človek zaljubi, je tudi malo ven iz sebe, ne, ampak so zemeljske ali pa človeško-zemeljske oblike norosti ali glasnosti, potem pa so 4 oblike božanskega zanosa ali blaznosti in tu ali sveta umetni pesnik, ne. Z tega žrtve in navede 4 oblike po Apollonu, to je ta vizionarska, politična umetnost, ne, svečeniško taroška, način pa rekli razumna, racionalna, odrejena. Druga oblika je po Dionizu, ekstatična, zanos, norost, blaznost, vstopno misterij bivanja, življenja in smrti in sakralnega. Tretja je blaznost ali navdih ali pa norost mus, lepa pesniška govorica, čeprav moderna poezija po vseh 4, ne, vrska in stvarja, o navdihu mus, kot začne tudi Homerova velika svoja speva, ne, z nagovorom navdihu mus, ker poezija seveda ga ustvarja človek, se še vrnemo v tem človek, seveda mi ustvarjamo svetom, na nek način z besedami, s prostorom, določimo in prostorček in da posvetimo, ker po cerkev, ker po oltara posvetimo, določimo se, pa hkrati potem to sveto nastopa kot nekaj, kar je nad družbeno in zgodovinsko, ne, in da potem umetnik, mistik, pesnik, verjame. Torej, tretji
tretja blaznost ali navdih mus in četrta je ljubezensko erotična. Afrodita Eros, in ta je na nek način tudi vedno v ospredju. Tako da Platon sam upelje zelo že prvi govori o teh stvareh, ki poskuša na nek način definirati, te prestope preko teh robov. Prej je Miljana zelo lepo povedala, na kratko, ampak zelo zavedno, mislim, zelo natančno je povedala ta kreativni nagib pesniškega ustvarjanja. Meni se zdi, da čeprav živimo v sekularni dobi, zdaj že 100 let, ampak je treba videti predvsem v poeziji velik napor, kako poezija na različne načine, z različnimi besedami, z različnimi ritmi, beseditvami, intuicijami, ampak vendar smo prinašali te obleke, ki je imamo, tudi govorica, skuša zajeti ta rob, to mejo, smrt, erotično, sakralno, to so ti trije robovi človeka, smrt, je ne moramo misliti drugače kot pričakovanju in nabiri, erotično, z razliko od fizične seksualnosti, ki jo imajo tudi seveda preživali in se druga ljubitja, ampak erotično to je stvar spet govorice, zapeljevanja, simbolike, govora, te igre proti erotično in sakralno. In če enega brez drugega ni, in poezija je, in seveda tudi druga umetnost ne skuša zajeti proti te robove. In se mi zdi, da tudi v moderni dobi, kolikor smo že kritični, tudi skozi naše pesnike, od Tomaža Šalamuna naprej, že prej seveda smo skozi vse, pravzaprav, če gremo od predvojne, potem po vojni, kljub veliki sekularizaciji, se več čas ohranil ta poskus zajeti te robove, ki so robove eksistence in dotika tistega vzvišenega. Ja, in ko si omenil te tri robove, mi na misel prišla prav specifična poezija, erotična oziroma ljubezenska, eksistencialna. To so dejansko vsi tipi poezije, ki se dotikajo določenih robov, se pravi, omenil si smrt, omenil si eros, in sakralnost, se pravi duhovna poezija. Duhovna, a je kakšna poezija, ki sploh ni duhovna? A se ne poezija dejansko ukvarja s tistim, kar je presežnost jezika? Ker jezik je slečen svojega dobesednega pomena in postane dekulator nečesa drugega, nekega drugega pomena ali neke druge podobe. No, tako bi rekel, poezija, kot si tudi zdaj vprašal, ampak praktično nadaljujem, poezija se seveda dotika in to mislim, da je temeljni nagib človeštva. Poezija je na začetku in bo na koncu človeškega življenja na tej zemlji. Ker poskuša zajeti te robove, govoriti v svojem času, s svojimi besedami, s svojimi oblikami čutenja, kot je Miljana lepo povedala, od Homerja do danes, o tem, o ljubezni, o robovih, o smrti, o sakralnem, vzvišenem. Hkrati pa, to bi jaz povedal tudi ne, hkrati pa, ampak to je pa res neka tista, vse to vsi pesniki in pesnice dobro vedo in stejo. To je tista specifika poezije, mogoče še bolj kot druge umetniške zvrsti, pa gotovo bolj kot vsaj običajna šolska filozofija, se zaveda, da je samo medij, da je samo privilegiran za ustvarjalko, za ustvarjalca, za nas bralce, medij do tistega tam onkraj, tam čez, ki pa nas spremlja, od rojstva naprej.
In tu seveda ni treba zdaj samoverna poezija, polna tega, ne, ampak lahko gremo do Danteja nazaj, ne, recimo Dante, smo tudi, imamo njegovo obletnico smrti, na koncu raj 33. spev, ko pride na vrh pred Božji prestol. Ne. Že Marija je previdel vse, zdaj pa tam, na koncu, na vrhu. In kaj tam reče? Tam reče, sem si napisal, lastna pamet ni zadostovala. Kako gre kraj s koncem, kako se krog ujame v kvadratu, nisem več mogel razumeti. V originalu, italijansko, all'alta poezija qui manco possa. Tu na vrhu tudi najvišja poezija odpove. Profesor Capuder, naš pokojni prijatelj, je to imenitno prevedel, celotno komedija reče, z vso domišljijo tu nisem videl preko. Že sukala z voljo in željami mi je ta ljubezen, tisti, ki giblje sonce z milijon zvezdami. Torej, tisti privilegiran medij, poezija, ki pride tja, bolj kot znanost, bolj kot filozofija, na koncu priznam, ko rekel, poezija sama na sebi ni sveta, ampak preko nje imamo dostop do sveta. Ja, tako lepo je bilo zdaj povedal, da bi lahko zaključila, ampak samo še dve stvari bi vseeno rada povedala. To se mi zdi krasno, da si citirala zdaj ta Dantejev vers. Jaz imam srečo, da imam včasih take kavarniške debate v poeziji sveta in enkrat sem v enem takem pogovoru rekla, da se poezija mora vedno dogajati v vicah. Znotraj tega, kot je Dürer definiral, ta zamikanje in adoracija, poezija je vedno nekje vmes. To vedenje, ki človeka prežari, do take stopnje, recimo, da ga razume, da ga doume, mislim, da besede ne najde poti zadovoljivi obliki. Zato je poezija vedno ujeta v jezik, ki gre svoj pot. Se mi pa to vprašanje zdi zelo zanimivo in provokativno za današnji čas, ko imamo razne teorije o jeziku, kot avtonomni tvorbi, družbeni konstrukciji in tako naprej, ki živi neko svoje življenje. Zdaj, govoriti o občutju svetega je že zahtevno, smo potrebni, pa tudi govoriti o občutju kot takem je danes že izziv. Torej nekaj, kar prežali jezik, nekaj, kar porine pravzaprav misel v dogajanje, v čas. To je doživljaj, rečemo radikalne doživljaje, to je neka zunaj literarna kategorija. Zdaj, legitimirati poezijo z zunaj literarno kategorijo je danes problematično. Delamo upravičeno, ker včasih zunaj literarna kategorija mogoče je kaj hodna nadomestiti kvaliteto umetniškega dela, ker poezija mora biti utemeljena sama na sebi. Mora funkcionirati kot s tem close readingom, s tem podrobnim branjem, mora funkcionirati kot celota. In če ne funkcionira, potem tudi ta doživljaj ne prinica, ampak vendarle, skepsa do občutja kot takega je danes, po mojem, še hujša ovira kot skepsa do občutja svetega. Pred časom sem prebrala en že zelo star članek, ki ga je napisal akademik Jožef Muhovič, in v katerem se navezuje na Steinerja, na to kulturo prezence, kulturo pomena. Kultura prezence se pravi neposrednosti, sopletenosti v neko doživljanje, biti nekaj, ne samo misliti nekaj, ne samo analizirati nekaj. To kulturo prezence danes dosti radikalno, dokončno zamenja kultura pomena. Se pravi, kaj pomeni, kaj želim s tem povedati, kateri problem družbe želim nasloviti s tem. Pesnik je nekako izvzet iz tega ustvarjalnega procesa. Na nek način ni več v zadregi.
človek pesnika ni več nekaj stran, ker je bil nekje drugje, ampak je nekje zunaj tega ustvarjalnega procesa, na nek način naravnem tudi, in je tu se mi zdi ena taka ovira, ne? Se pravi, upeljati ponovno na smiseln način, ne da bi zatajili literarno teorijo in antropologijo in še ne vem, kaj vse literarno zgodovino, ampak vendarle eno refleksijo svetega. Ker objekt pesmi se vedno analizira, govori se o njem v odnosu do tega, iz česar je šla. Ne? Za nekatere zadeve imamo razvit aparat, recimo za nekatere pa ne. Tako da v tem smislu mogoče legitimirati jezik, ne, ponovno kot medij nečesa, kar je vendarle onkraj jezika. Ker sta tudi ustvarjalca, vam bom postavil eno precej osebno vprašanje, ampak morda bo tudi to omogočilo, da ki nas poslušajo ali nas gledajo, bodo dejansko lahko na drugačen način razumeli to, o čemer se pogovarjamo. Oba sta ustvarjalca, besedna ustvarjalca, Miljana kot pesnica, Igor kot romanopisec. Pomneta v vajini ustvarjalski poti, navajni ustvarjalski poti trenutkov ali trenutka ali momenta, ko sta bila tik pred pragom tega svetega, ko beseda ni bila dovolj in kaj bi povedala o tem kot ustvarjalca. Vem, da je izredno komplicirano, ampak včasih, kolikor se pač da to pred kamerom povedati. Jaz čudam to doživetje, nisem nikoli o njem ne pisala, ne govorila. Bom povedala, kolikor se mi zdi primerno povedati. To, kar se mi zdi, da sem doživela, bilo nekaj, kar je podobno temu, kar je tudi Misleverto in kar tudi v tej apofatični, mistični teologiji prisotno, oziroma se pojavlja kot beseda navzočnost. Prisotnost, navzočnost. To je ena taka beseda, ki je zelo pogosta. Jaz nisem vedela, da je tako pogosta, ko sem to kot mlada še občutila. Bi pa lahko rekla, da je bilo to eno občutje, ki je bilo blizu temu, kar sem potem študijsko tudi spoznala kot sveto, da je bilo, da ima posebno mesto pravzaprav v mojem imaginariju, v mojem spominu. In dejansko je ta trenutek bil tisti, ki je pri meni sprožil pesniški proces. Nekoč bom napisala besedilo o tem in takrat bom povedala še kaj več. Ja, dobro se tudi vprašal. Sa svoje strani lahko rečem, da je moj občutek zelo podoben temu, kar opisuje lepo, dobro opisuje Erich Neumann, ki ga je Miljana omenila v knjigi, ki imamo v slovenščini, Ustvarjalni človek, je nek občutek popolne resničnosti. To mislim, da poznajo mnogi ustvarjalci, ustvarjalni ljudje na različnih področjih. Ampak, in tudi sam, že pred plezanjem v gorskih stenah, pa potem pri ustvarjalnem procesu, mi z besedami, glasbenike verjetno podobno doživljajo slikari tudi in drugi umetniki, a tudi ljudje. Ampak bi pa na to vendarle še nekaj navezal, ko si prej tudi omenil Platona in da lahko zarišemo lok Platona do Nietzscheja na koncu, recimo, te norveške filozofije, koncu 19. stoletja. In me je prav zdaj, v teh tednih sem namreč bral Nietzsche, nekaj vrste prerok moderne dobe, rekli smo 900 svojimi spisi, ki so pesniška filozofija. In na koncu napiše tudi nekaj vrste autobiografijo, spravi, tak. In tam
kot tudi si preomenil profesorja našega Tilka Hribarja, ne, samo še entuziazem in motrenje in pravi, Nietzsche, recimo, tem esse homo, v tem človek, ne, zakaj sem jaz najboljši, zakaj pišem najboljše knjige, zakaj najboljši mislim. Ta jaz, ki je tudi kot metafora za sodobnega človeka zelo aktualna. In reče, dokončno potešitev človek doživi samo takrat, ko odpiše vse drugo in vse druge in motri samo še samega sebe. To je blizu tudi mistiki, ko sem mojster Eckhart in drugi Kristus je omenil v mojem srcu, jaz sem vse, jaz sem tam. Sam tu bi rad, ker imamo tudi pesniški večer, ne, tudi jaz rekel, to je nekaj vrste skušnjava, vsaj tako jaz razumem, ne, filozofije, znanosti, tehnologizacije civilizacije, medtem ko tudi iz svoje izkušnje, če sem tako reči, literarni govor, poezija, kot jo poznamo ljudje na tej zemlji, ne, je pa vedno govor tudi do drugega. Ne, je vedno, tako kot pri molitvi, ne, je vedno govor tisti ti. Ja, jaz sem vsem, jaz sem sonce, jaz sem svet, ampak ti drugi si tisti. Ne. In mislim, da prav ta, da v tem se skriva mogoče latentno, implicitno, ne, etični nagib, ne, ki ga vzdržuje. Prav tudi poezija, mogoče že najbolj čisti obliki. Nisem jaz vse, ampak sem to, kar sem skozi nagovor tebi drugega. In to nenehno nagovarjanje nekoga je pa dejansko tudi zelo blizu ljubezensko-erotičnemu pesništvu, ki ima spet en ti. Duhovno pesništvo ima spet ta ti, ta absoluten ti. In zanimivo, ne, eksistencialno pesništvo, ki je verjetno vseh treh tisto, ki je najbolj osredotočeno na se, konec koncev pa išče tisti ti, ki ga ne najde. Skratka, bi lahko počasi zaključili z enim rezimejem vsega skupaj. Je torej cilj svetega v poeziji najti eno dialoškost, po mojem. Ja, do tega smo prišli, ne, da je tisti vzgib, ki presega vse ovire, ne, do tega neimenljivega, do tega neobesedljivega, prav potreba izrekati v odnosu do nekoga. Ne, ta deliti svoje čutje, jih materializirati in pustiti, da ostaja v nekem prostoru. Jaz bi mogoče samo še to rekla, da v mednarodnem prostoru, ta hip, ne, kakor tudi v slovenskem prostoru, obstaja na akademski ravni zelo veliko tehnih razprav, ki se ukvarjajo recimo poezijo in odnosu med svetim, duhovnim in literaturo, recimo, ne. Tudi na filozofski fakulteti je ogromno raziskovalcev in Ana Saš Lipovska je poznat. Prosim? Ana sem. Tako da veliko je te refleksije, veliko je tudi žive poezije na to temo, ki se tudi prevaja v slovenščino, veliko je poezije v slovenščini, ki je v dialogu, ki se dogaja pod obdobjem svetega znotraj zelo, zelo raznolikih registrov. In moja želja je, da bi ta pogovor prispeval k temu, da bi se vsi dobro počutili v teh svojih ustvarjalnih vlogah in jih razvijali še naprej v neslutene smeri. Ja, za sklep, zelo dobro izrečene misli, ki se jim pridružujem, ki jih je izrečena Ljubljana. Gotovo dialoški nagib je implicitno prisoten tudi v današnjem času individualizma, egoizma. Dialoški princip je tisti temeljni, ker preko drugega se gradi, se spoznava.
način. Ampak podpiče, bi rekel, ne smemo pa pozabiti, vendar to pa je prav, da povemo. Človek išče nekaj, kar je več. To je tisto sveto. Človek išče, ne bo mi zdravnik, ne bo mi gospod sodnik, pravnik, ne bo mi ta konkretni človek, ki ga spoštujem, cenim, ga bo tudi objevamo, je vendar vse skupaj normalno. Človek sam, posameznik, vsak od nas išče čest in to je sveto. Nekaj, kar je več od človeka. Jaz se, Igor in Miljana, obema izjemno zahvaljujem za navdihujoč pogovor, ki je lahko še trajal, vendar čas nas nekoliko preganja. Sprašujem, če je morda kdo izmed publike želel kaj vprašati moja sogovornika. Če imamo kakšno vprašanje? Dobro. Ali je potem takem na slovenskem, malo sem razumela Miljano, da je pritrdila. Je malo tabuizirano? No, če je tabu, to sveto. Je ta hip, ne. Gotovo je, predvsem pa je zelo toga misel, ki se ukvarja s to poezijo. Kot je recimo razgibana na neki akademski ravni, ker nastaja zelo veliko takih tehnik študij, tako je recimo ta življenje poezije v nekem javnem prostoru, tovrstne poezije, sprejeto skozi ene bolj rigidne obrazce. To me moti, recimo meči se v isti koš zelo raznolike pojave, tudi formalne rešitve in tako naprej. Se pa pojavljajo zadnja leta, mogoče celo, desetletje, glasovi z eno izjemno subtilnostjo pri prebiranju tovrstne poezije. To so mlajše generacije, za katere pogosto rečemo, da so manipulirane in žrtve takih in drugačnih procesov, ampak vendarle smo lahko po mojem veseli, da vidimo, kako se zelo neustrašno, veliko bolj neustrašno, kot recimo pri moji generaciji, oglašajo v javnost z enimi občutnimi in nekimi trditvami, tezami, ki grejo proti toku. Tako da to se mi zdi dober začetek, da se zdiferencira polje, da se zdiferencira in začnemo govoriti o tej temi ne samo apologetsko, vedno v odnosu do neke kritike, nekega problema, nekega izziva, ampak svobodno in sproščeno, ker samo svobodno in sproščeno človek lahko misli, zares in globoko in pomaga, da bo ta umetnost se samo še razvijala. Še eno vprašanje se mi zdi, da je res potrebno. Hotel sem opozoriti na teorijo žuborenja, pravna poezija ljubljanskega školinstva. Pred leti je šlo potem to na Politnjevo podalo. Ja, to in potem je tudi poezija izomitov, ti dve antologije, recimo, to sem prej imela zabeleženo, lep primer, recimo lirike, ki pa je zelo strogo vezana na neko duhovno tradicijo, zelo močnim podobjem in tem izraznim aparatom, ki brez samo uporablja te besede, podobe in izraze. Če se bere te antologije, to ni občutek anonimnosti, to ni občutek, da je vse pesmi napisal en človek. Tukaj je jasno razvidno, da so to zelo, zelo različni posamezniki. Neverjetno, kaj lahko s 25 črkami človek naredi, to bi se z omejenim številom podob. Recimo prav to jezuitsko antologijo malo boljše poznam in ta je recimo zelo blizu, nekateri pesniki so zelo blizu tej dikciji, vzneseni dikciji Ade Verini, ki ima ta patos mediteranski, kar je čisto presenetno. Tako da to dvoje tudi imamo, ampak ni bilo nobeno dneva, kjer ko sta išli neko sploh. Kdaj sta pa išli? Že kar nekaj časa nazaj, to je ne vem kdaj. Mislim, da že 90. Ja. Vsaj za poezijo slovenskih jezuitov sem skoraj ne prepričan. Za školinke pa mislim, da v 10 let kasneje, 2010. Vsekakor sem hvaležen
publiki za odzive, vsem, ki ste nam sledili pač prek ekranov. Še enkrat bom se navezal na to, kar je Urška omenila na začetku, in sicer, da je ta povezava med poezijnim svetom in svetim dejansko tabu. Jaz si nadejam, da smo z našim pogovorom uspeli nekoliko premakniti mejo tega tabuja, nekoliko detabuizirati dejstvo, da se po poeziji in po svetem lahko govori, kakor se da govoriti o vseh stvareh. Namreč, ko izrekamo stvari, postanejo bližje in smo korak naprej do tistega bližanja temu občutku presežnega, ki ga vse življenje iščemo. Tako da s to mislijo bi vse skupaj pozdravil in se vam zahvalil seveda za pozornost in seveda vabil, da festivalu Pranger sledite še